Lepo pozdravljeni, dobrodošli znova v eni zanimivi oddaji. Začnimo teden z Lady Sorum. Tokrat se bomo pogovarjali o naših talentih, naših darovih, naših močnih plateh. Pogovarjali smo se, kako malčko najbolj pomagati pri učenju. Zelo podobne teme smo že imeli. Tokrat pa bi se rada naših talentov, naših darov lotila malo drugače. Tekom vikenda sem dala na story vprašanje, kaj so vaši najboljši darovi. So mi bili zelo všeč odgovori. Marsikdo je podaril svoje sočutje, občutek za sočloveka, to, da se zna vživeti v vlogo druge osebe. In moram reči, da to mi je všeč. Kajti, ko smo odraščali, načeloma tam v osnovni šoli so rekli, aha, temu gre matematika, temu gre angleščina, temu gre to, temu gre uno, ta bo avtomehankar, bo tole. Zelo hitro namreč se razplastimo in se potem zataknemo samo pri eni sami stvari, ki se nam je morda nekoč posrečila, morda smo res super talentirani v temu, mnogokrat pa pozabljamo, da tudi najboljši slikarji, da tudi izumitelji našega časa so mogli kar veliko vaditi. Torej, preden bomo šli gledati po vašem rojstnem datumu, kateri so vaši darovi in njihovi izzivi, vas vprašam, kolikokrat poskusite, preden rečete, ah, tole pa res ni zame. Kako vi sami sebe bodrite v tistih trenutkih, ko vam ne gre? Kako se spodbujate? Česa se pravzaprav sploh lotevate? Kajti imamo dve vrsti ljudi. So ljudje, ki se bodo ukvarjali samo s tistim, kar jim je všeč, tisto, kar jim gre. Takim ljudem nekateri rečejo, da so razvajeni, ne vem. Po drugi strani pa imamo ljudi, za katere se zdi, da resnično ne odnehajo, se ne ustrašijo in pravzaprav iz vsake take ovire najdejo priložnost za rast. Kaj je prav, kaj je narobe? Jaz mislim, da je zelo odvisno od dane situacije. Če smo srčni kirurg in presajamo srce in nas kar naenkrat zasrbi nos in rečemo, ah, klenc, tole pač ni namenjeno, nisem dober v tem, še moj nos mi nagaja, in kaj gremo? Ni glih kul, a ne? Če pa zdaj govorimo o tem, da smo kuhali kavo in da se nam je streslo malo preveč sladkorevanja, pa ni konec sveta. Torej, ta primer jaz rada uporabljam tudi pri perfekcionizmu in še marsikje, kaj ti pokazuje dve zelo različni situaciji, zelo različno zahtevnostjo in zelo drugačnimi posledicami naše izbire. Se pravi, včasih je resnično potrebno presoditi, kaj je pomembno in kaj ima dolgoročne življenjske posledice in kaj ne. In to, dragi moji, velja tudi za, ne vem, kolikokrat na teden gremo v McDonald's, kolikokrat posežemo po protibolečinskim tabletam in tako naprej. Kako zelo zateženo na ponedeljkov večer. Ja, Steve Harvey je enkrat v enem svojem komentarju rekel, da uspeh nas čaka tam in v tistem, v čemer smo dobri. Torej, da dajmo negovati tisto, kar je naš adut, tisto, kar je naša močna plat in dajmo v temu vztrajati. In jaz mislim, da tudi zakon privlačnosti in marsikateri novodobni nauki, ki pravijo, vse nam bo padlo v naročje, če bomo le v to verjeli, vse imajo prav, ampak do neke mere. Velikokrat ne gre čez noč. Velikokrat je pač sam proces mnogo bolj zahteven, velikokrat je v tem procesu tudi prisotno veliko drugih ljudi, ki morda pa še niso tam. Sploh tudi v odnosih, morda smo mi čustveno zreli, naš partner ni, morda mi nekaj že obvladamo, pa okolica ne, morda ste tu zato, da okolico inspirirate, pa okolica potrebuje še malo več časa. A veste, razlogov je ogromno, vi ste pa eni sami in vi ste tisti, ki ste pomembni in zato je pomembno, da ne vržete puško v koruzo, če vam ne gre takole, oziroma da ne pričakujete, da vam bo kar padlo z neba po 2 meditacijah in 3 afirmacijah. In vsi tisti, ki se potem nazaj z mano prerekate in govorite, da temu ni tako, je že res, da velikokrat v življenju dejansko pride pravi trenutek, smo na pravem mestu, smo v pravi vibraciji, s pravimi sposobnostmi, znanji, izkušnjami in priložnostjo, ki je za to pomembna in potrebna. Po drugi strani pa, veste, še noben dojenček se ni rodil kar takole. Ni kar padel na svet čez 15 minut, je potreboval 9 mesecev, da je bilo vse v redu. Torej, malo zdrave pameti in malo presoje, kdaj je pa res pomembno, da vztrajamo in kdaj morda pa resnično upamo na čudež, ki se morda ne bo zgodil. Torej, kaj pa je tisto, kar nam je položeno v zibko? Se pravi, vsak izmed nas ima neke svoje talente, neke svoje darove in jaz zdaj že kar malo lajnam, da se mnogokrat jih ne zavedamo, zato ker so nam samoumevni, zato ker smo v temu dobri, se nam to ne zdi čisto nič takega. Nekdo drug, ki pa denimo ima točno na temu področju izzive, pa se
s tem zelo, zelo trudi, se zelo, zelo matra, da po domače rečem, in se mu mi zdimo en tak velik car oziroma carica. Torej, kaj je tisto, v čemer vi najbolj uživate, me zanima? Kaj je tisto, kar z veseljem naredite? Ko greste v službo ali ob 3, 4, 5 popoldne si rečete, danes sem pa to tako fajn naredil. V nedeljo zvečer si mislite, jutri gremo v službo, še to, pa še to, pa še to imam za ponarediti. Kaj je tisto, kar dodaja radost? Je že res, da jo mogoče v službi ne boste našli. Je že res, da jo morda v izobraževanju ne boste našli. Ampak pomembno je, da jo nekje poiščete, negujete in živite. Ni vse samo kariera. Ni vse samo karierna pot in uspeh, kar dokazuje, da smo sposobni. Kaj pa tisti, ki imate čudovite družinske odnose? Tisti, ki imate čudovite prijateljske odnose? Tisti, ki ste resnično veliko naredili na svoji osebni, duhovni rasti? Pravzaprav je edino merilo, da smo boljši človek, kot smo bili včeraj in da smo jutri boljši človek, kot smo danes. Kar pomeni, da si včasih priznamo, da nam nekaj ne gre, da včasih si dovolimo vmes počitek, pa izpreč, pa jutri probati še enkrat. Predvsem pa, dragi moji, da prehitro ne obupamo in da ne začnemo razmišljati, da smo nesposobni, takšni, drugačni, počasni, glupi in vse to, kar nam naš še tako prehitro pove. Torej, zdaj pa, da ne bom predolgo dolgovezila, seštejte svoj rojstni datum do ene same cifre. Jaz verjamem, da to zdaj že vsi znamo na pamet, za vsak primer pa ponovimo. Število življenjske poti je seštevek našega rojstnega datuma, toliko časa seštevamo, da dobivamo eno samo cifro, razlaga nekako našo pot, razlaga, kako se odzivamo v stresnih situacijah, kakšni so tisti odnosi, ki so zelo pogosti, pa mogoče nimajo globine in pa to, kar nas danes zanima, kje ležijo naši darovi, naši talenti. O številu življenjske poti je tudi že bila posneta druga oddaja, bom dala linke spodaj, da si lahko pogledate tisti, ki ste še malo bolj radovedni in bo tole danes premalo. Enke, drage moje enke, zelo ste odločne, iščete napredek in to je definitivno eden izmed vaših največjih darovov. Se pravi, iščete, kako iti naprej. Kar meni pove, da se načeloma ne valjate v preteklosti, v izzivih, v razočaranjih, ampak da resnično sledite sebi. Kaj pa je zdaj izziv tega? Rekli smo, da bomo povedali 3 prednosti in 3 izzive. Prednost je definitivno to, da ste odločni, da ste neustrašni, greste včasih tudi z glavo skozi zid, to, da iščete napredek in da ste zelo samostojni. In zdaj bom nehala šteti, ker sem kar veliko povedala. Torej, za enke ni ključnega pomena, da ima nekoga s seboj, brez problema se sama požene na neznane poti. Izziv pa je, da včasih ob tem ne poskrbi za svojo varnost. Izziv je, da včasih res ni treba iti skozi steno z glavo, ne? To obstajajo mogoče čisto zraven vrata, ampak ker si ne vzamete časa, da bi malo zanalizirali stvari, da bi malo raziskali stvari, da bi malo razmislili, da bi naredili neko strategijo, potem pač delate luknjo v steni. In pa velikokrat, kar se dogaja pa tistim, ki imajo zelo močno izraženo enko, se pravi, imamo 5 osebnih števil, če se enka pojavi recimo 3-krat, 4-krat, 5-krat, sploh ne vem, če je možno. Pa to pomeni, da včasih zelo verjamete, da imate vi prav in se vam zelo težko prikaže drugo plat zgodbe. Se pravi, ste mogoče preveč impulzivni, prehitro se odločate, prehitro se zaženete in sami sebi pravzaprav s tem nekako mečete polena pod noge. Torej, drage enkice, vseeno ni napak vprašati za mnenje, se malo umiriti, razmisliti in poiskati mogoče lažjo pot brez krampa in lopate, na katero ste tako zelo navajeni. Je pa enka tako zelo udarniško število, tudi sama enka, če jo pogledamo, ne spominja na puščico navzgor, pogledajte gor kaže, se pravi enke načeloma, ko pa jih mi dobimo v življenju, osebe, ki imajo zelo močno enko, pa vedno prinašajo napredek. In, drago moje, število življenjske poti 2, dvojkice ste pa zelo obratne enki, rade premislite, rade počakate, da bo druga oseba to karkoli že naredila, pa boste videla, se je zastrupila, umrla, ne vem, kolen potovkla. Torej, enkice ste mnogo bolj sramežljive, mnogo bolj zadržane, najbolje delujete v timu, se pravi, najbolje delujete v družbi. Zdaj pa pozor, če imate okoli sebe ljudi, ki vas vedno znova kritizirajo, zato ker mogoče niste dobre v tem, da bi mejo postavljali, ne marate konflikta, raje se mu izognete, zelo rade pomagate, zelo rade prijate ljudem, potem ne gre za to,
ne gre za to, da vi niste dober timski sodelavec, gre za to, da imate tim ob sebi, ki za vas ni najboljši. Torej, dvojke ste tiste, ki v družbi najbolje funkcionirate, ki se tudi učite, tako da ponavljate, da se pogovarjate, da slišite, vidite stvari, da so zadeve oprijemljive in da niste tam nekje v nekem laboratoriju same sebi prepuščene. Kar pa je zdaj tukaj izziv, razen tega, da ste super sodelavec, super prijatelj, super support, pa je, da včasih sebe pozabite. Se pravi, to sem že malo namignila. Velikokrat pridete k meni, tisti, ki imate zelo močno dvojko prisotno v svojih izračunih in mi rečete, da se počutite, kot da bi bili predpražnik. Da vam se vsi zjamrajo, pa potem so dovolj žaljivi, pa vse si upajo. Ja, dvojkice in šestke se zelo učite postaviti mejo, zelo se učite delati na svoji lastni vrednosti, ker je fenomenalno, kar se tiče števila 2, tudi da vidite drugo plat zgodbe, znate razumeti drugo osebo. To pa ne pomeni, da je potrebno tolerirati vse, kar druga oseba počne. To ne pomeni, da je pa kar vse zdaj dovolj dobro. Se pravi, eden izmed večjih izzivov pri temu je najti družbo, ki je vam podobna, ki resonira na nekem istem nivoju, ima iste vrednote, podobne prioritete in potem tudi do teh trenj ne prihaja tako zelo pogosto. Se pravi, ne gre tako zelo za to, da bi se zdaj zaprli vase, da bi rekli, zdaj bom pa tiho, pa nikoli več nič povedal, ker tudi to slišimo dvojkic, ampak dejansko gre za to, da poiščite okolje, v katerem ste lahko vi, se pravi, čebljavi, dober sodelavec, dobra podpora, potrpežljivi, včasih tudi malo počasni, ampak predvsem vi. Dokaj podobno velja tudi za trojke. Število življenjske poti je zelo ustvarjalno, polno domiselnosti, polno kreative. Vi najdete rešitve tam in na način, kar nihče ne pomisli. Torej ste tak sonček, optimist, verjamete v lepši jutri, ne razumete, zakaj obstaja vojna, lakota, zloba. Je pa zelo pomembno, da to svojo domišljijo, saj veste, vedno znova nekako korigirate in usmerjate v pozitivni smeri. Torej, če je trojka premočna, kaj so zdaj izzivi te čudovite trojke, pa je to, da včasih začne verjeti, da nič dobrega več ni na svetu. In potem postane emo, smo včasih rekli, se pravi, postane zelo črnogleda in ta domišljija začne ustvarjati zelo temne scenarije, ki potem lahko vodijo tudi v depresijo, v nečimrnost, tudi v to negativno privoščljivost. Vi ste načeloma zelo vesele za osebe okrog vas, če so uspešne, ampak če je vaša mera teme, slabih izkušenj, razočaranj, bolečine polna, pa se lahko zgodi tudi, da jim privoščite kaj slabega. Izziv tukaj seveda je razumeti, da vi ste tista lučka na koncu tunela, vi ste tisti, ki dobesedno podobno kot devetke dobite kar tak poseben zagon, ko se zdi, da je nekaj že na robu izumrtja. Zelo znate nazaj pridihniti barve, življenje, polnost in to kreativno. Se pravi, najdite situacije v življenju, kjer lahko ta vaša domišljija resnično, pardon izrazu, šprica naokoli, pa je to zdaj, boste slikali, mogoče boste skodelice poslikavali, mogoče boste čečkali, ni pomembno. Pomembno je, da imate ta ventil ustvarjalnosti, če ga ne morete imeti v službi, potem ga najdete nekako v prostem času. Najbolje bi bilo pa, da bi bilo kar v obeh scenah. Število življenjske poti 4. Štirka vemo, da ste resnobne osebe, da imate rade svojo strukturo, navade, rutino in ravno tu tudi črpate svoj občutek varnosti. Se pravi, ko govorimo o računovodstvu, knjigovodstvu, teh stvarih, gradnji, ki morajo biti trdne, temelji, ko govorimo o gradniki, so zelo pomembni, ko gradimo hišo, malo manj pomembno je, kakšne zavese obesimo, ampak če tista škarpa tam ni dobro postavljena, bo kmalu kažin. Torej, tu ste izvrstni. Ne dovoli, da vam okolica reče, da ste dolgočasni, da ste trmasti. Mislim, se trmasti znate biti, ampak jaz mislim, da ravno ta vztrajnost je tista, ki vas na koncu popelje do tistega rezultata natančnosti, ki si ga vi želite. Absolutno pa je včasih potrebna presoja, kdaj ne trmarimo za voljo trmarjenja, kdaj morda tudi ne trmarimo sami sebi v škodo in kdaj morda resnično je pa potrebno tudi priznati, da nekaj ne bo šlo. In da v temu ni nič slabega. Jaz mislim, da to kar za vsa števila velja.
Vsem je mnogo lažje, če nekomu drugemu nekaj ne gre, pa ga zelo razumemo, pa ga znamo zelo bodriti, pa potolažiti, pa reči, to pa res ni nič takega, malo težje to sprejmemo mi sami. To je še posebno velik izziv za 4, 7 in 8, tudi enke, se pravi, ne sebe vrednotiti s tem, koliko časa ste vztrajali, koliko sebe ste dali, kajti funkcionirate na način, da to, kar še vidite malo premika, boste tu še vedno dajali veliko svoje energije. Torej, samo preceniti, ali gre premo sorazmerno vaše energije, časa, tudi denarja, bom rekel, tudi pameti, ljubezni, naklonjenosti, vsega tega vas, se pravi, z učinkom, ki ga ta investicija, vaš vložek ima. Torej, drage štirke, super ste v vsem, kjer je treba vztrajati, kjer je potrebno biti natančen, prizemljen, vklopiti razum, mogoče bi tudi malo črnogled, vseeno pa naj to se ne prelije v temno pričakovanje slabega ali slabšega rezultata. Drage petke, saj vemo, petke ste spontane, ste dinamične, super bi se našli v turizmu, v eksotičnih poklicih, se pravi, rabite določeno mero svobode, da ste, kdor ste, se pravi, ta neomejenost je fantastična, kajti to pomeni, da tudi, ko si boste postavljali cilje, boste dojemali dokaj tako, pa se to se pa da, kaj pa je tukaj tasga, a ne? Ker ni nujno, da se boste poglabljali v izzive, ampak se boste poglabljali v tisto, kar si vi želite imeti. To je super opomnik tudi za vse nas ostale, ki včasih malo preveč razmišljamo, analiziramo, vse tuhtamo, kaj vse bo šlo narobe, ne bo šlo narobe, kaj bojo sosedje rekli, Jezus in tako naprej. Zelo pomembno je, da znamo biti spontani v temu in to je ena izmed vaših resnično velikih prvin. Tudi ne bojite se nepoznanega in drugačnega, ne obsojate drugačnosti, kar pomeni, jaz se rada pošalim, ko delam svetovanje z vami, če imam osebo, ki ima zelo močno petko, veste, da rada rečem, če bi vas zabrisal sredi neke vasi v Afriki, sredi staroselcev, bi se kar z rokami in nogami, in se vi spomnite filma, bogovi so padli na glavo, s Coca-Cola flašo vse pomenili. To je super. Po drugi strani pa včasih, če smo iskreni, ne vztrajate dovolj dolgo. Po drugi strani se počasi zgodi, da je bolj mamljivo nekaj novega, če seveda tudi malo prepovedanega, pa mogoče še malo nevarnega, pa sploh nekaj ful eksotičnega, ne? Kot tisto, kar že poznate, kot tisto, kar že vsak dan delate. Se pravi, vas dati na pošto delati, kjer bi vsak dan klofali znamke, po vsej verjetnosti ne bi bilo v resnici izpolnjujoče. Se pravi, po eni strani tukaj je vaša največja prednost, po drugi strani tudi vaš največji izziv, kdaj in kako pa res vztrajati, poskusiti še enkrat mogoče in tudi prespati, prav tudi neko to svojo skrajno dinamično, spontano in sproščeno vsakodnevno rutino, ali pa nočem reči rutino, vsak dan spremeniti in mogoče tudi piti malo bolj, pa ne maram preveč tega izraza, 3 dni. Presoditi, kdaj je to potrebno in kdaj ne, pa je tista umetnost, katere se učite v tem življenju. Število življenjske poti 6. Drage moje šestice, romantične, materinske, zelo čustvene, zelo sočutne, zaščitniške, prinašate nek občutek pravličnosti in lepote. Število 6 povezujemo tudi z estetiko, zato tudi notranji dizajn. Jaz si predstavljam, da pri vas doma so polštrčki, blazince, rožice, da je zelo ljubko, da je zelo prikupno, da imate radi, da je lepo. To je sigurno zelo velika prednost, tudi to, da znate razumeti drugo osebo, da znate objeti, da znate prisluhniti. Po drugi strani pa je to tudi vaš največji izziv in jaz verjamem, da vam ne bom povedala popolnoma nič novega, ko rečem, da včasih tako zelo ljubite tiste, ki jih imate vi radi, da sebe za njih žrtvujete in včasih v ekstremnih primerih, ko govorimo o zelo močnem negativnem vplivu tega števila, se pravi, da ponovimo, imamo 5 osebnih števil, če bi imeli recimo 3x6, 4x6, se pa rado zgodi, da dejansko začnete definirati svojo ljubezen izrazim s tem, da se žrtvujem, s tem, da trpim, s tem, da se podrajam. In tukaj potem dobimo mnogokrat tudi odgovor na določene situacije in odnose, kjer se zdi, da je ena oseba zelo zatirana, pa morda niti ne vidi, kako zelo zatirana je. Torej šestke, ko govorimo zdaj o uspehu, zaslužite si ga. Je super, če ga delite z drugimi, ampak naj ne bo to vaša prva misel, to je drugi izziv, kajti potem se lahko zgodi, da ta energija kar avtomatsko samo od sebe odjadra drugam. In ko to recimo se pogovarjamo o tem v svetovanjih, v pogovoru z vami, daskrat rečete, sploh nisem na ta način razmišljal, res je, ker gre njim. Torej,
Učiti se sprejemanja tudi za sebe je en tako ogromen izziv za število 6, tudi postavljanje meja, se pravi postavljanje meja slabemu, nedopustnemu, nespoštljivemu. Torej nekako v življenju vam ni dolg čas, ampak vam povem, ta 6 simbolizira zelo plodno energijo, se pravi ste eni izmed srečnežev, ki naj bi pravzaprav poleg 8 ustvarili kar največ. A ni to dobra novica? In še število življenjske poti 7, drage moje 7, dragi moji natančneži, učeni, malo perfekcionisti. Kolikokrat ste prestrogi do sebe? Pri vas bomo očitno kar pričeli z izzivi. Kolikokrat ste prezahtevni, si ne date potrebnega časa, kaj šele potrebnih napak. Površni pa ja ne bomo. Torej, drage 7, velikokrat se zgodi, da preveč analizirate, preden dejansko potem nekaj naredite, preveč morda ste previdni. Super je, da ste takšni, ker vrnimo se k primeru srčnega kirurga. Po drugi strani pa je velik dar, dejstvo, da ste učeni, da vas ni strah velikih strokovnih besed, da vam ni problem prijeti v roke enciklopedijo, poseči po strokovni literaturi, se pravi, ste osebe, ki ste radovedne, ste osebe, ki boste prišle zadevam do dna, zato bi bili izvrstni detektivi, inšpektori, novinarji. Ne govorim zdaj v tem, da je treba stvari urejati, govorim, da zelo hitro začutite neravnovesje v energiji, zato praviloma zelo hitro začutite tudi laž. Zelo hitro zaznate, da to pa tukaj nekje ni čisto v redu, zelo hitro zaznate, kaj nekaj ne bo se dobro končalo in to je eden izmed vaših zelo močnih darov, ta vaš notranji občutek, ko zavohate, da tam pa nekaj ni okej. Uporabite to tudi za sebe, ko se lotite nekega projekta, katera pot je prava, kater dobavitelj je pravi, katera izbira je prava, kdaj, kje, kako, zakaj, vsa ta vprašanja so vam pisana na kožo. Se pravi, ko želite dvigniti kvaliteto temu, kar počnete, ne pozabite sebe v ta proces vključiti. Torej, naj ne gre samo za to, da ne vem, če šivam tole oblekico, mora biti oblekica popolna, tudi moj občutek, da sem jo jaz zašila, mora biti popoln. Torej, samo usklajevanje te potrebe po kvaliteti, potrebe po nekem višjem nivoju, po tem, da se stvari izboljšujejo in tem, da tudi zase vzamete to zaslugo. Kajti sicer se kaj hitro rado zgodi, da gremo čez življenje, smo zelo, bom rekla, motivirani za učenje, smo sposobni, sami sebe ne znamo pohvaliti. Kar pomeni, da slej kot prej bo ta nisi dovolj dober še močnejši. Število življenjske poti 8. Vas bom povabila, da kar malo prisluhnite še 7, kajti podobno se včasih dogaja tudi 8. Če stvari ne dosežete na način, kot vi veste, menite, da bi jih mogli in dovolj hitro, velikokrat to kar nekako ponotranjite kot življenjski poraz. Kar se vsekakor temu ni tako. En projekt vam ni uspel, ena zadeva je padla v vodo, ne vi. Torej, 8 znate biti zelo poslovno orientirane, zelo dobro organizirane, zelo učinkovite. Vam ne gre za to, da boste samo nekaj raziskovali, pa delali, pa ponavljali, pa bi pridni, pa bi borljivi, ampak boste želeli tudi rezultat. Se pravi, kar nekako združujete nekaj števil, po eni strani si želite biti pridni, ampak dejansko želite videti tudi rast. Se pravi, to je super kombinacija, dokler ne začnete sebe enačiti s svojimi dosežki. Se pravi, poznamo osebe, ki imajo močne 8, katerim je zelo pomembno, da imajo Rolex, pa najdražji prstan, pa ful hud avto, pa če le lahko zraven še ladjo, pa avion, pa zlate palce, pa diamante in tako naprej, kajti s tem nekako vrednotijo svoje dosežke, namesto da bi svojo lastno sposobnost doseganja tega spoštovali. Kajti brez tega, da bi bili vi sposobni, jaz še nisem slišala, da bi ladja kar sama od sebe prišla. Tako da razen, če ste sin kakšnega mogotca, ki vam je to ladjo podaril, če ste jo sami predelali, bodite ponosni na sposobnost doseganja teh ciljev in teh rezultatov, kar je zelo pomembno tudi za tiste temne trenutke, ko zdaj govorimo o izzivih, ko imate občutek, da vam nič ne gre, da ste nesposobni, da ne znate več. Takrat se spomnite na vse, kar ste že dosegli. In tukaj se pojavi tudi izziv tega, rekli smo, da ste zelo radi učinkoviti, če ne gre dovolj hitro, ni dovolj dobro, tudi to ni res, ampak je pa definitivno eden izmed izzivov, s katerimi se soočate 8. Torej, vrednotite sebe po sebi, svoje dosežke pa preko materialnih dobrin. 8, kaj se vemo,
uravnoveša tako zgoraj, tako spodaj, se pravi, če jo pogledamo, zgoraj je duhovna plat, spodaj je materialna plat, tu v sredini je pa ljubezen do sebe. Se pravi, to nekako poprskate povsem, s čimer se ukvarjate. In smo že pri številu življenjske poti 9, drage moje devetke, sočutne, rahločutne, čustvene, sem ter tja vas tudi malo odnese, se pravi, po eni strani vidite to veliko sliko, razumete cel gozd, pragozd, planet, pa enega polžka tam pod listom mogoče ne. Se pravi, to, kar je vaš največji dar, bom rekla včasih lahko tudi največji izziv, ker se lahko zgodi to, da kakšne podrobnosti ne opazite, kar se lahko zgodi pa tudi to, da posplošujete. Se pravi, če vam je tukaj uspelo, vam bo uspelo tudi drugič. Super. Če vam tukaj ni uspelo, potem vam nikoli ne bo uspelo. Če vas je en prijatelj oziroma prijateljica razočarala, so vsi prijatelji oziroma prijateljice take. Če ste se vozili s fičkotom in vam ni bilo v redu, so vsi fičkoti za nič. Se pravi, to posploševanje je za devetko lahko zelo nevarno. Kajti, kar se lahko zgodi, je to, da ne date sebi, osebi, odnosu, priložnosti, poslovni možnosti, še ene priložnosti. Se pravi, da ne vztrajate, ne ponavljate. Če se vam to dogaja, če se v tem prepoznate, se kar malo, nočem reči disciplinirate, ampak na to opomnite sem ter tja. Sicer pa ta notranji občutek je tisti, ki je pri vas zelo, zelo močan. Se pravi, poslušati sebe, kaj je tisto, kar vam notranji občutek govori. Jaz pravim, tisti, ki imate zelo močne devetke, ga pa ni denarja, zlata, diamantov, ni materialne stvari na tem svetu, ki bi lahko kupila vas. Kajti devetke ste tukaj kot duše zdravitelja, zato se bo veliko kot v vašem življenju, predvsem ko govorimo o poslovni poti, dogajalo, da bodo v vašo sfero hodili ljudje, situacije, ki bodo potrebovali zdravljenje. Seveda je malo nehvaležno biti v tej vlogi, a ne, kajti to pomeni, da ste vi tisti, ki je bolj zrel, ste vi tisti, ki veliko krat potegnete takrat, ko veliko krat je to, kar je naš največji dar, tudi naš največji izziv. Torej, ko pogledamo devetko, učite se sprejemanja za sebe. Torej, jasno definirajte, kaj ja, pa kaj ne. Torej, drage moje devetke, poslušajte tisti svoj notranji občutek, ali vam daje mir in če vam ne daje mir, biti pozorni, kajti ali nečesar še ne veste, ali pa nekako to ni ravno to, kar bi moglo biti. Vaš največji dar je ravno vaše sočutje, tudi vaše vere v pravličnost, vera v posebne povezave, v soulmate in tako naprej, zato vedno iščete globino. Pomembno je pa, da se zavedate, da okoli vas seveda v življenju bodo ljudje, ki te globine nimajo. S tem ni nič narobe. Ljudje smo si različni, treba se pa samo zavedati, da to, kar vas globoko zaboli, njih morda ne. In da prav ta rahločutnost je za vas en izmed največjih talentov in darov. Torej, dragi moji, to je bil pregled od 1 do 9, upam, da ste izvedeli kaj novega, predvsem pa kaj koristnega, verjamem pa, da velja za vse nas. Imeti sebe radi z vsemi stvarmi, kar jih mi dojemamo, da so napake, imeti sebe radi v tistih najtežjih trenutkih, ko se zdi, da je šlo vse narobe, da nam vse gre narobe in da bo šlo vse narobe, je ključnega pomena. Kajti jaz verjamem, da niti ena oseba na tem svetu ni naredila nekaj tako zelo groznega, da si ne bi zaslužila ljubezni samega sebe. Tako, dragi moji, hvala lepa za vašo družbo, se vidimo naslednji ponedeljek in čau, čau!